ne, likle na Odrancah, v Prekmurju, se že dogaja, traktorji že ima okoli vozijo, tako da tudi jaz bom kakšnega probal, imamo pa ICB, klase, tam zadnji so pa Ekvirneland, priključke pa Porsche, tako da ja, bomo pogledali, malo se bomo zapeljali, bomo pa sprot videli, duha bo, pa se dogajajo. Imamo pa tam enega novega Iliosa, tale je fajn zanimiv, mislim, da je od 85-95 pa do 105 konjev gre, 3 modela in je noviteta. To je bolj tak slovenski traktor, smo na manj konje pa na manj velikosti navajen. Zdaj nismo tega Iliosa pogledati. Težek je v 3 tone pa pol naprej, pa tak lahek traktor, 28 colske bicikla gor, 4 cilindre, 4 vohne. Pa bomo še notno pogledati, kakšen ima menjalnik, mislim, da je 30-15, 30 brzin naprej, 15 nazaj. 3 grupe, tlele spodaj, 5 brzin, pa polovičke. Evo, ventilo, kaj je to že, MX predpriprava za nakvadača. Pa ventilo, mehansk, rdan, kola fan zgleda, 540 eko, fletna zadevca. Drsem priklop. 3 pare ventilov, da reš tak fleten zelenko. Pri tem, da imamo še tu ravno haubo, da pokaži se vama horizov. Primo živ. Zdravo, Klemen, zdravo. Tiš, pa mene zanima, tile 2 Iliosa, kaj je razlike, da je to? Ja, lej, tole je čist nov model, Ilios 300, to je pa Ilios 200. Že znan model, že nekaj časa zunaj. Zadeva je to, da manjko nam je model med Arionom, pa med Iliosom, pa da še zmeraj bolj mehanski traktor. Ta nov Ilios, serija 300, to so odmoči od 85 pa do 105 konj, razravamo podnem, kompaktnih dimenzij. To se pravi namesten model. Namesten model, ker mislimo, da imamo na slovenskem tržišču veliko povpraševanja po teh traktorjih. Ima pa dosti teže, pa tudi motor doživ, tudi FPT. Model je pa še Axos, tistega pa tukaj nimamo. Je tudi nov model, trenutno samo en model, 105 konj, bo pa v naslednjem letu prišel tudi do 130 konj. Da grem jaz smo odihala 85 Iliosa pelja, toliko me fletena juha. Da sem kar malo zapeljal. Co je verjetno ta hitra inverter naprej. Pa gremo. Toda pjesmo go ne tiš dobiti, ne pa zmer samo lete velike petarde. S tem fletna maro okolo obračal, pa mišal. Gužva sediva, gužva. Polovičke ima, ja. Druga, tretja, drugače tak mehek traktor, veka. Gremo iz Prekmurja na Gorenjsk. Pa je to stilen ta malen fletna, ker posod prideš, pa fis se obrne. Inverter, druga. ICB imate tudi vidim. Ja, tudi, nekaj se ti že predstavil, Ja, ne? več ali manj sem že kar probal. No, pa tle še enega, ki ga pa še nismo pogledala. To je pa naš dvorišče nakladalec, zgibna varianta, pa s teleskopsko roko. Tole pa tudi kar ukrihna, ne? Ja, veš, zgibnik je, ne? Zlagaš kakšne palete, je fajn, da se lahko samo rama obrneš, pa se že on premakne, ne? Sam tega se moraš tudi kar malo navaditi. Zato, ker drugač viža. Ja, drugač Ker se viža. lobne sredi. Je pa tako, kle zdiš na sredini, ne? Visok, tukaj je bil traktor jezdu. Imaš fajn pregled naprej pa nazaj, pa levo pa desno. Je pa to ta manjši model, ta ima 3,4 metre pa pol dvižne višine. A je pa še en več. Posta pa še dva modela večja. Ampak to sta pa že ogromna modela, no. Ja, se tole vse sem dal tudi videti po drug teden na Gorenjskem, a ne? Ja, na Gorenjskem, ta prvo moš še na Dolenjsk, pa naslednji petek, pa še zaključimo v Strahin. Evo, če v kakšen motu še na Gorenjskem, to se pravi Pregrapak v Strahinu. Pregrapak, mislim, da smo 24. Okay. Primož, kaj pa imate tele bokse? Ja, to imamo pa rezervarje za nafto, pa tudi pa za benzin pa za AdBlue, ker je veliko povpraševanja po temu zadeve, ne. To so mobilne rezervarje, to so stacionarne rezervarje. A to na kakšnega pick-upa morda pa? Pick-upa, v kakšnega Cadija, Kanguja. No, super, koliko pa je tole recimo litrsko? Ta je 210, tale je kombiniran, vidiš, imaš za AdBlue pa za nafto, oboje skup, tam je za benzin, tu je 900 litrov in ta je pa 2,5 €. Kaj pa tale kmetijska nafta, da je, gre to nove traktorje? Pravijo, da gre. Da gre. Dokler ne kaj počakal. Dokler ne počakal, ja. Ja, tole pa za luk pa krumplje. Za luk pa krumplje, ja. To je pa naša Kranjve prekolca, tale je Big Body 740. 740 pomeni, da je 7,60 m sondov. Je pa to Kiper varianta, zavijalno aksoma, ne s prisilnim zavijanjem, tako da je primerjati za silažo, krompir ali pa tudi kakšen razsut tovor. Lahko pa tudi preko, ki je toliko veliko, se tudi lahko
lahko pa noter. Tudi tukaj, Ja. ta dikta zadaj. Ja, moraš zadiktat pa bo. Pa, a ne? Ja. Bicikl ima pa tudi orenkega, pa zračeno zmetene. Posebnost je pa, da je razmak med aksami 1,80 m, s tem lahko dobimo 10 ton po aksi, skupno za prekolce je 20 ton. Imamo zračeno zmetene, zračne zavore za albije reglerjem, ne. A tle imaš pa tile pritiske, pa Ja, posebno se tudi na tale barometer, tle gor lahko vidiš, sicer nimaš vage, ampak po barometer bi lahko tudi sam si preračunal, koliko si lahko težek, a ne. Daj si polhen, da je dost. Vzmetena ruda je, to je najbolj einfach varianta, lahko je tudi hidravlična zračna, ampak to je najbolj ziher. Če imaš različne traktorje, lahko enostavno preklop, dvigneš pa spustiš, te paše na vsak traktor. tole lepoto zadiktaš, imaš pa res orenk bazen. A da je živ? Zdravo. Ti imaš malo razkazal pa povedal, kva ste kaj odkvirnili, da pa Horša privlekla. Ja, tako. Če gremo kar na začetek, tukaj smo pripeljali 1200 litrsko škropilnico s 15-metrskim aluminijastim garniturom, 2000 litrski trosilec za vago, v zadnji imamo bolj napredno škropilnico z isobusom s 21-metrskim garniturom, pa 1300 litrov, ki je povezljiva s 1100 litrskim tankom, tako da imamo Kompletek. komplet. Tukaj imamo favorita vseh plugov, Kvernalanda. Kvernalanda je že od nekdaj zakon za pluge, a ni? Favorit, kako sem rekel. Tukaj imamo za minimalno obdelavo Gruber na 10 nog. V ponudbi imamo tudi krožne brone za bolj plitko obdelavo. Tukaj imamo rotobrono tukaj, to je najmanjši model 3-metrske brone. Za traktore do 120 konjev nekje. Dobavimo lahko tudi močnejše rotobrone. V zadnji imamo koruzno sijalnico. Zdaj pa imamo special. Malo je posebna, ja. Na njej imamo elektropogon sijalnih enot, da nimamo tistih koles, se sama prilagaja glede na hitrost traktorja. To se pravi nabutana z opremo, na full. Na full. Če se pa predstavimo še na Horša, smo pa pripeljali manjšo sijalnico, mehansko, 3-metrsko, pa večjo 6-metrsko pneumatsko sijalnico. Horš Pronto. Horš Pronto, ja. To je tudi kar svetovno znana zadeva. To smo takrat na Horš Rovčeva tudi že gledali, bomo meni še odmah odprli lepo. Infrastrukturo v zemljištem. Zatim imamo pakir valjak. To je pa že malo bolj ameriška zadeva. Če kaj še ga malo več zanima, mislim, da smo jo tudi malo bolj predstavljeno, se da tam videti. Hvala ti, Amadej. Ni za kaj. Daj pa, kakor vem, so tu če šova, kje? Vabljen si še naslednji teden na Dolenjsko, center Mirne peči, v sredo 22. od 12. naprej. Imate orenk pot pa projekt. Tako. Arion 450, tudi fan zadeva. Takrat sem cisterno rekel, tisto 18 litrov, sem komi verjel, da je to sploh pele. Potle le še odno odtalimo, kaj je to vleku. Zemlja se brez gnoja spufa, ni pšenice, moke, kruha, čez gnoj mi zdaj več nič nima. 130 konov po 18 litrov, pa še ti zgav je zadnji. Živ? Evo, tle imam pa eno stranko, ki ima Ariona 660 kot doma, pa tem kar vprašal, kako je laufa, zadovoljen? Zadovoljen zelo, mi se ukvarjamo delno s poljedelstvom in tudi z gozdarstvom. Z njim vozimo gozdarsko prikolico in smo zelo zadovoljni. To se pravi laufat, koliko more. Evo še Axion 830, 235 konov, 6 cilindrov, isto kar ogromen, tudi ima 9 ton 700, mislim, da je težek. Imajo v te male rakete, pa do te velikih zelencev. Da vidimo, kakšno je to not. Trimble, navigacija. No sej, podoben ustaven klasen, samo da je ta lavarijo, pa da ima tihala malo več. Pa fan rivc. Je kar fletne, no, malo se vozimo, malo hahonimo. Tam imamo šank pa kubase, pa vidim, da špricar pijejo ljudje, tako da moram čim prej kakšen ga zvrniti. Sam del vozem. Axion 960, tole je pa ta prava zelena patarda, oziroma ta prav mohotec, ba rekel. 6 cilindrov, 440 konov, 8-7 mašina not mislim, da je, pa skoraj 13 ton, oziroma cirka 13 ton je teža. S tem pa že v kakaj naredil. Jaz sem že visok, da hor prideš. Daniela, živ? Živijo! Kaj bomo danes tudi kaj pogučala? Gučala. A gremo jo tole patarda 960 ko? Greva tega zelenkujo probati, ja, ajde. A me znaš kaj naučiti, da me znal peljati? Pa glej, bom probala te naučiti, no. Ajde, pojva. Tebe ni treba učiti, no. Ključ danes notri? Ja. Evo. Je požgal. Vižguje. Vižgu. No, Daniela, govori. Tu ga šaltaš. Tip. Tole če stisneš naprej, od pa rigvec. A to je Evo, pa zdaj ga kateri imaš, meter? tu ti pokaže brzine. Se že palemo. Ledine voziš, ti prek Murcov. Dali za tile vaše konček, imate orange flehe. Pa glej, imamo orange flehe, kot ti praviš. Velike parcele imamo pa tudi face male parcele, tako glej, to je to. Vse sorte poje, malo mešamo.
Vrgaj velika. Znaš, kaj je tudi pri nas problem, ne? Zdaj, če imaš takšen traktor 960, ko tudi priključke moraš imeti takšne. Ja, je že to boja, ne? Ne? Pa ti pa fajn gre. Ja, moram je, se pravi. Je pa res skronka, 440 konjevega. Čakaj, tole inverter, tale. Ja, to stisneš, pa da neš samo rigvec. Sam boš ga mogel... Dobro? Ne moš še ti naprej. Ja, dobro, samo ga daj dol. Trigo brezino. Zdaj da šlo. Aja, že pa bo. Ja, ti si prvo lani trotel zikar, ja. Kako ti ga prešal tam. Hvala lepa. Imam fajn asistentko. Evo, hvala lepa, Daniela. Ja. Za tale test. Evo, zdaj sem pa še gazda na Rajmov. Boštjan, živjo. Zdravo, Klemen, živijo. Ti, da imamo povej, kakšen je bil koncept mišljen, kakšna je ideja tega šova. Ja, dobrodošel Kle na Roadshowu. Roadshow je koncept, da v bistvu peljemo v različne konce Slovenije, pokazati ta naš program. Zdaj, Klele smo super vreme naročila v Prekmurju v Drancih, predstavimo komplet prodajni program, paleto proizvodov. Nekaj strojev tudi tukaj ostane, že pri strankah smo imamo tudi obenem dobave, kar rečem, zelo zadovoljen z obiskom, veliko ljudi, pravih ljudi, pozitivna štimunga, bom rekel, tako da fajn, zadovoljen. Dobje, tudi mašin je dosti traktorjev vzga, za probat. Ja, Klemen, če gremo nekaj delati, pa naredimo tako, da je to zanimivo. Ljudje se lahko pelejo s različnimi traktorji, GCB programom, lahko tudi pogledajo priključke. Tak, bom rekel, malo druženje, malo predstavitev. Pravilno. To se pravi, danes je prvič, a ne tlele, pa imamo pa še 3 lokacije. Ja, pa imamo pa še 3 lokacije, Fram, Mirna Peč, pa potem na koncu doma v Naklem. No, super. Ej, hvala ti, se vidimo. Ja, hvala tebi, živjo. Ajde, živ. Hvala lepa. Evo, špricer mora biti, bomo fajn pogostiti. 10-15 minut moraš Kuhati. ko je te prava roba. A to je prav tradicija? Tradicija. To se pravi Prekmurje. klobasa, hren. Hren, točno tak. Pa Pa oljevi krumše. olje krumši. Ja. Kako pa je to po slovenski? Bučnik krompir ali A nekaj. ja, bučni krompir. Aha. No to imamo pa tamle. Pa luk mora poleg biti luk. A luk? Luk je pa čebula. Točno tak. Pa hren. Hren, domači hren tudi ne. Sem lih prejle jedel, v piko. Dobro divate, dobro. Top. Daniela, to je vaša tradicija tle? Ja. To sem jaz prvo slišal. Ja, pa moramo povedati, ko to imamo vse, to je vse od lokalnih, Domače? domače. Porcijo moramo tudi posneti, evo. Kole sem dobil. Evo. Top. Pa tale hren je kar dosti močen, ne treba mirkati. Jaz sem prej imel na veliko žico hodal, oziroma na vilco, mi je kar z nosa tekel pa z oči. Jaz sem zdaj probal, malo sem se pelal, malo sem pogledal, drugi ljudje tudi se kar fredno vozijo. Zato sem zaključil, to je bil ta prvi od 4 lokacij, pa ostale pa še tle not napisano, se so tudi že prej povedali kolega. Se splača malo pogledati, pa malo pelati, tudi za jesti je za pitje, tako da super zadeve. To je pa to, se vidimo v naslednjo, ko bomo iti na kakšen pol. Živ!